Lep pozdrav, dobrodošli nov teden, vroče za papa. Se, brez komentarja. V bistvu, bila sem v Šparu, preden bo hol, sem da povem tole, Chris Carter, Izzovi prihodnost, zakon, je pač več tega, zato ker pač dosjej X-a, ne, je več zgodb. Ful mi je bila dobra, čeprav zdaj bi raj serijo gledala, upam, da bom našla kje. In bom raj vse sezone pogledala, vse epizode, kakor pa knjigo brala. Ker pač serija mi je enostavno ful dobra in tega se valjda spominjam. Ja, bila sem v Šparu, ker je pojutrišnji praznik. Tile rolade, ki je bil en requestek. Nekaj novega bomo probali zdajle. Čičerika, ne, koruza, mozzarella. To je to tle, tele žemalce, ki so res ful dobre, ribje palčke, losos, sirček, sladoled, Schwarzwald. Tega še nisem probala, tako da ne vem, kakšen je. Bom posnela, ko bom. Veganski jogurt, teli so mi kar dobri, sicer ne vsi kokos vanilja, ne vem, če sem že tega daj probala. Za dragega, sardelca. In pa čičerika. To je to, zdaj se gremo prevleči, ohladiti in pa gospodinjske stvari delati, se pravi standard, peril pa tako naprej, pa tale vlog, mislim, vlog od prejšnjega tedna moram uploadati, ker mi ga ni hotel dol potegniti, po moje nimam placa na telefonu, tako da moram še na disk dati. Tole bomo zdaj probali. To je najboljša ledena kava. Okej. To smo dobili tam v goodie bagu na dogodku super znamke. Čin! Njami. In pa tole bomo še probali. Koščki čokolade, pa pol, naj bi bila še, kakor vidim, malo čokoladne kremce tlele gor. Mislim, ful je dober, ker sem imela mogoče malo višja pričakovanja, zato ker je Kinder. Ocenim jo 7 ali 8, ne moram se odločiti, no. Kar je dejansko tudi ful visoko cena. Še citat sem dolžna, od včeraj, ne, standard. Se pravi včerajšnji. Naredi nekaj lepega zase, ker si zaslužiš. Imani šola, današnji. Se imaš dovolj rada, naredi seznam svojih najboljših lastnosti. Toliko tega je, zaradi česar se imaš lahko rada. Ali rada, res je. Tole knjigo sem zadnjič omenila. Pariški bohemi, a ne, noter je tudi naša Ivana Kobilca, ampak mi ni bila knjiga všeč in je potem sploh nisem brala. Ker samo tako malo poglavje je bilo njej posvečeno, tako da nisem nekaj preveč zvedla, pač enostavno me ni potegnila in potem sem tako malo listala, ker mene sam Kobilca zanimala, nič drugega, je pa tudi tak tuji avtor, tako da to je preveden, Manca Garenko je prevedla, ona je direktorica založbe Nov press, tako zanimiv, tako da ja, prosim, Kobilca, ne Kobilica. Sem videla 2-krat na Instagramu od eni, ki se ukvarjajo s slikanjem, da sem napisala Kobilica. Hočem še enkrat to videla in bom napisala, ker to mi je pa zdaj tako malo. Kobilca, ok, good. Tako da ja, nisem dokončala in pač normalno te knjige ne moram šteti na moj bralni seznam. Tako. Zdaj sem ful razočarana nad knjigo, 17 €. Dobro, nisem kupila. No, zato je pa knjižnica zame vse. Tako da zdaj sem začela z naslednjo knjigo, mojo knjigo, mislim, knjigo, ki jo imam doma, ker sem zdaj vse iz knjižnice prebrala, tako da, dajmo zdaj malo moje knjige, te, ki imam tukaj. Malček si ulil, ampak itak vroče, tako da brez veze. Zdaj moram smeti nesti. Ja, mi sem jedla, gledam YouTube.
pa berem, no, brala sem še malo in to je v bistvu to. Ura je pa že skoraj ura je že po 9. Dober dan. Koliko je vroče, o moj bog. Jaz pa še telefon pozabila v službi, tako da sem morala iti nazaj. Ne, od doma, hvala Bogu. Sem prišla do glavne in tako vidim, da nimam telefona. No, super. Še dobro, da sem to prej ugotovila, ker če bi prišla do doma, bi pa znorela. Zdaj priti odprat in pa hladice, počivati, brati, jesti, gledati kaj. Same najboljše stvari. Lija je dala predlog za tele roladice, vanilijeve iz Špara. In ker imam roladice ful rada. Yummy. Ledena kava, knjiga. Pa life je super. Sladoled. Že sem ga jedla. Njam. Še današnji citat ti preberem in konec šole za nekatere, tako da lepe počitnice mej. Ne moreš živeti tako, da vedno ustrezaš drugim. Izbira mora biti tvoja. Lewis Carroll. Točno tako. Lep pozdravček. Evo, dragi, sem prišla v Kranj, gremo na kavico. Upam, da kaj dela. Ja, in pa vesel praznik. Vse najboljše, Slovenija. Dobrodošli v Kranju. Zdaj pa upam, da najdeva kaj, da je odprt za kafe. Kako je cute. Ful lepo. Tole sem vzela. Bomo videli. Tole pa arheološki biro. Wow, leto. Kva dober. Oh my god. Noro. Kranj je res ful lep. Ful mi je všeč tukaj. Ugotavljam pa, da ful mešam, ker sva sedela, ful je podobno Radovljici, ker je pač tako staro mestno jedro, ozko, pa doskrat ful mešam Škofjo Loko pa Kranj. My god. Tukaj so se mi naporočila mestni hiši. Sam moram pa še iti, zdaj pridem tako, ko je zaprt. Skozi imam občutek, da je nedelja. Čisto se. Mislim, ker moram video zaključiti, ampak ne. Jaz sem prišla domov, sva kaj itak zajtrkovala, gledala serijo, zdaj sva še gledala film Računovodja 2, ki igra Ben Affleck. Zanj sva gledala prvi del, zdaj drugi, hud film. Ja, zdaj nama bom naredila nekaj še za jest, losos pa zelenjavco. Vroče, kapar norci. Res, že v Kranju sva umirala, pa sva prišla, da nekaj čez okoli 11 sva šla tam, nekaj taskano. Tako da res ni zaživeti, ni za biti vzun. O moj bog, koliko je vroče. Sem bila zdaj dol pri fotru pa pri matki, to sploh ni za zdržati, ker pač nimata klime. Tako da, kako srečo imava, da imava tle klimu. Noro, jaz sem občutek, da je zun 40 stopinj, čeprav mi kaže, da je kao 33. Noro. Lep pozdravček. Dobrodošli četrtek, sem skoraj hotela reči dobrodošli nov teden. Skozi mislim, da je ponedeljek, se po moje nisem edina. Tako da, dolžna sem še citat od včeraj najprej. Pomembno je imeti načrt za delo. Še pomembnejše pa je, da imam načrt za počitek, sprostitev, skrb zase in spanje.
Današnji, si dovolj naspana. Enkrat na teden si pripravi topel napitek in se zgodaj odpravi spat. Dobra. Včeraj sem prebrala tole knjigo od Luke Zoranča, Dobri ljudje, vešči nasilja, pač obožujem tega človeka. Pač ja, govori on je pač bivši pripadnik specialnih enot v Sloveniji, zdaj je pač samostojni podjetni kontraktor, kakorkoli, in dejansko uči po celem svetu ljudi. Se pravi, najprej bi v Keniji, kjer je usposabljal te rangerje v smislu medicine, potem je bil še v Rusiji, kasneje v Ukrajini, ker se je pač vojna začela, potem varuje te bogate ljudi in tako naprej. Ful dobra knjiga, ful zanimiva, 4 zvezdice. Kar nekaj pravopisnih napak je bilo. Potem pa še tole, Peter Lindeberg, Untold Stories, to je pa v bistvu fotografska knjiga. Tudi tak zelo kratek intervju z njim. Drugače pa fotke so tako zelo odbito lepe. Ja, on ima v bistvu črno-bele, to je pač njegov stil. Bil, no, se je že pokojni. Nikoli prej slišala za njega, itak priznam. Tako da ja, ful mi je bilo všeč, no, tako da res. Te dve knjigi sta itak moji in z veseljem gre s to mojo knjižnico. Se res top 10 knjig moram dati, mojega. To je pa tako težka, da... Ja, bom. Ledena kava. Včeraj se, ko sem naredila ono zelenjavo z lososom, je še malo ostalje in sem jo zdaj zmiksala, tako da imam juhico. Tako ga zanč v bistvu, no. Se bom dala sem še tele krogelce. Za službo spekla sem pa še tele žemeljce, pa bom imela za službo. Pa sirček. Ja. Pol je plan, da grem v CPU, Center ponovne uporabe. Bi rada nekaj nesla. Pa malo pogledala, ampak upam, da nič ne kupam. Upam. Je to možen, da je to vroče? Pečemo do CPU-ja. Dober dan. Zvečer je malo dežval, tako da se je malček prijetno ohladil. Sicer sem se spet zbudila ob 4, ne da sem odprla oken. Včeraj je bilo ob tej isti uri 30 stopinj, danes mislim, da je 23, no vsaj pred pol ure je bilo toliko, tako da prav sedek je se malo ohladil. Današnji citat. Srečen si, ko opustiš misel na to, kakšno naj bi bilo tvoje življenje in slaviš vse tisto, kar že je. To je pa direkt zame. Tako, direkt. To si moramo prav označiti. Zdajle grem pa kolegici Mici. Grem k njej domov, me povabila. Tako da grem pred službo do nje. Pa rekla, da nama bo kosilo naredila. To je meni tako nekaj najlepšega, kar lahko narediš zame. Da mi skuhaš nekaj za jesti. Več ne rabim. Ali že to preveč. Tako da zdaj se moram samo še do konca obleči. Nakit pa hlače pa to. Pa pičim. Kupila sem ji kombučo, ker je to rekla, da ima rada. Pa še kužiko ima Mimi. Sam, ko prvič nekoga spozna, ni najbolj družan. Tako da rekla, da ne smem biti visokih pričakovanj. Tako, to je outfit. Črne hlače. Nakitek. Zdaj imam tole torbico. Moram tudi malo menjati, ker jaz sem pa skozi eno in isto torbico in se pa ful navličam, tako da moram malo menjati. Pa da pač jih nosim, ker jih imam čist preveč. Zdaj se mi vazi ful vroče in se bom kar skuhala s tem. Cikanac ti ne bom. Samo posnela te bom, ker si tako lepa. Lep pozdrav, prišla sem domov. Ljubljana mi gre na živce.
preveč vsega boga, folk, lululu, trčen. Skratka, sem bila na busu in pač vidim en fant bere in pol tako vidim eno knjigo na zicu in je pač tale od Geteja Werther, pač sej ne, da sem neka fenica, ampak sem jo vseeno vzela, ker se mi zdi škoda, da bi, ne vem, pristala na smeteh, tako je pa lahko nesem na kakšno smenjevalnico in gre pač lahko v dobre roke. Tako. Dobro jutro, glih ni jutro, no. Najprej, da preberem današnji citat. Če nisem prijazna sama s seboj, kako ne pričakujem, da bo z menoj prijazen do drug? Amen. Sam to bom rekla. Točno to. Čin. Včeraj sem po pošti dobila revijo super znamka. HR v znamčenju. Predvidevam, da bodo tudi fotke z dogodka, ko sem bila zadnjič. Jej! Jaz pa Valerija, oh my god. Propiše Tanja Smajas, vlogerka in obiskovalka kluba. Valerija, skrbnica portala in družbenih omrežij. Oh, no! Nice. Ok, zdaj bom to šla brati. Nacelo bom začela brati. Moj brunch. Oziroma zajtrk. Lep pozdrav, evo me iz službe. Pred službo sem skočila še v H&M. Ja, tudi kdaj grem v H&M in kupim kaj preslabe vesti. To, kar kupam, pa res nucam. Tako da vzela sem tole verižico, pač a ni huda Polana. Tole, ker jaz obvezno rabim tole masko, ko spim. Evo, da se ne moram njih testirati, ker imam šminko, ampak ja, mislim, da bo itak cool. Pa pol tale skranči, kako je nežen, itak je bil znižen, pač 3 evre, drugače 8. Tako da sem vzela, pa v bistvu tole lahko obdržim, a ne, in imam kaj not, tako da super. Tili prstani. Rabim pač malo novega nakita. Mislim, bolano. Imam še ene. Aha. Wow. Hudo. Noro. Wow. Pa še ene ohajmo. Pa še tele hančke. Jej. Potem sem skočila še v Špara. Vzela sem tole desko, ker te 2 deski, ki imava, so stare več kot 10 let in so že malo nagnusne. Tako da ja. Joj, sem tle en drink imela, če sem pozabila. In pa tale šampon za lase, sestra mi ga kupila in mi je svetoven. Na 3 dni se perem lase, kar je zame superca, pač Angelika. Mi je tudi že prej kakšnega drugega kupila, ampak tega, tam je res toliko dober, v Aleji sem ga našla pač v Šparu, no. In repairing, tako da za poškodovane lase, tako da ja, to je to, zdaj sem še tega kupujem. In to je to od hola, nenačrtovan hol, pač leto, no. Dobro jutro. Dobro jutro. Ravno berem in počasi zaključujem tole knjigo Milan Zdravko Kovač. Utrinki arhitektove življenjske poti. Ful zanimiva knjiga, ta gospod Milan. Se pravi, cel svet je prepotoval, delal kot arhitekt, pač pomagal pri zaščiti arheoloških stvari, kulturne dediščine. Ni da ni Egipt, Kitajska, Slovenija. V Sloveniji so mu še največ polen pod noge metali. Pa v Ljubljani nisem imeli veliko posluha za njegove ideje. Ampak, pustimo to. Za njega sem zvedla ene, zdaj pa že mora biti kar nekaj časa, ali 2 leti, 3 leta nazaj v Narodnem muzeju.
je nekaj takega. Je bil kot nek, da se pa ne morem spomniti, forum egiptologije, nekaj v tem smislu in so bila ful zanimiva predavanja. Ta Jan Ciglečki je bil tudi z ene fakultete, ne vem točno zdaj sketrenal, in je bil tudi gospod Milan gost in je pač razlagal o tem svojem delu in tako naprej. In pa takrat sem zvedela, da je pač napisal to knjigo in sem jo tako naročila, da je 38 €. In kar nekaj časa imam že doma, ima na polici in pozanč, ko sem prebrala eno knjigo, sem rekla, ja, ta je pa naslednja, tako da imam sam še 60 strani za prebrati. Toliko polno vtisov ne hočem zdaj govoriti o tem. Na momente je že malo dolga, recimo to, ko opisuje zgodovino, mi niti ni zanimiv, ker pač te letnice pa to vrata dolgočasno, pa čeprav imam ful rada zgodovino, ampak to, ko pa on opisuje to njegovo življenje, pač to delo, ki ga je opravljal, pa toliko zanimiv. Drugače je večino življenja na Švedskem živel, ampak seveda ful potoval, ful bil v tujini, ker je pač delal. 4 otroke imata ženo, 2 posvojena, 2 biološka. Tako ful zanimiv, no res car. Zdaj grem pa dokončati, čakam dragega. In to je to. In upam, da se ne bo preveč kuhala danes, ampak pa je bo spet vroče. Kva sem fancy, koliko kafiču. Zdaj ne bi kafiču dala 3 € za tole, doma pa skoraj zastonj. Prebrala sem jo, huda je, 4 zvezdice. Pol je spet na koncu govoril o dogajanjih v Sloveniji. Oh my god, kar srce te zaboli. Marjan Batagel, zelo znan, kako bom rekla, prvi človek Postojnske jame, ga je zajel. Preberi si knjigo, res priporočam. Pa tudi pravopisne napake. Tako sploh ne morem verjeti, da zdaj v vsaki knjigi najdem pravopisne ali tiskarske škrate, tako noro. Skratka, zdaj pa sledi najboljši del, zbiranje nove knjige. To mi je pa pol najboljši. In zdaj preveč knjig imam za prebrati. Moja knjižnica je zaprta od petka do ponedeljka, ker jim sistem ne dela, tako noro. Še dobro, da imam knjige doma. Kaj da bi bila pa zdaj brez knjige, ne vem, utrga bi se mi. To je moja knjiga in jo seveda obdržim v svoji knjižnici. Rabim malo pavzice, pa še eno kavo si bom naredila, ki je res ful dobra. In pa zbrala si bom naslednjo knjigo za brati, pa ful je vroče. Zdaj imam malo pavze od branja, začela sem sicer tole brati. 1-2 strani sem prebrala in do zdaj mi ni všeč. Dragi je šel na Šmarno goro. Jaz njemu, kje bo, že se tako prav zatežila, samo kam bo šel na te vročini na Šmarno goro? In gre s kolegom, tako da prav, pejte, jaz ne grem, ker Šmarna gora ni tako easy, ni mačji kašelj. Tako da zdaj sem si vzela jadko s nekaj pauzice, pa bom pravila, kaj za jest, pa gledam YouTube. Toliko je vroče, sem morala klimo prižgati, prav smrdim. Ko sam sebe zavohaš, veš, da je hudo. Upam, da ni moteč zorni kot. Trenutno pečem na čez nule te rogljičke. Pa že malce za jutri za službo. Hočem govoriti o teh top 10 knjigah, ki imam zdaj recimo posodobljen. Čeprav me je to toliko težko, ker sploh ne vem. Recimo te 5-zvezdične knjige, ki sem jih letos prebrala, ne moram tako reči, da to je pa top 10. Recimo, kar sem ugotovila skozi tale branja, da imam ful rada biografije in več ali manj vsako biografijo, ki sem prebrala, mi je bila vrhunska. Letos sem prebrala od Matthew Perry, ta od Francov, Chandler, pa tlele sem še našla, te, ki so mi všeč, Franz Jager, eden večjih slovenskih trgovcev, sicer on se je zdaj upokojil, pa so pač prevzeli njegovi sinovi. Potem J.C. Dupree, ona je ameriška influencerka, tudi drugačna knjiga, in pa Salvador Dali. Tle se smejiš, model je pač bil nor.
No, to recimo, to mi je tako, lahko rečem. Zdaj, tale služkinje, tam je tudi ful bila všeč. Se pravim, težko rečem top 10, vrstni red je pa čisto na ključje. Bi jo pa recimo še prebrala, pa tudi tele. Potem tale, ta je pa res, no, tole knjigo sem pa prebrala ene 2-krat, 3-krat, po moja edina knjiga, ki sem jo do zdaj tokrat prebrala. Anthony Capella, Okus po ljubezni, se mislim, da sem že omenjala to knjigo, pač to mi je dobra. Res je tako ljubezenska, pač pride ena Američanka v Italijo študirati in se zaplete z enim ženskarjem. Dobra je, ful. Potem vem še, da biografija od Davisa Milesa, bom probala dati sličico. On je bil temnopolt jazz glasbenik, tam na začetku, kaj pa sem 19, 20, 30, nekaj tazga. In ta knjiga je res toliko dobra, ker tudi ne govori samo o tej glasbeni industriji, ampak tudi v starosizem v Ameriki, pač ful dobra knjiga. In uno sem 2-krat prebrala in v bistvu bi ful rada imela svoj izvod. Pa veš, da je dobra. Biografija od Borisa Kavace, ki jo je napisala Vesna Milek, sem tudi že govorila. Ok, Harry Potter, ja, to, pač obožujem Harryja Potterja, pa tudi filme. Zdaj ful nekih različic, tako da sploh ne razumem, kaj je zdaj to naprej. Pa v bistvu sploh ne vem, ne si sem vse prebrala, mislim da. Ok, zdaj se ne moram tako spomniti. Pa še ena sledilka me je enkrat, ok, pa imam za te list. Ena sledilka mi je napisala, če bi lahko naredila tako seznam, ne vem, najlepša poezija, kriminalke, zasebno rast, fantazija, bla, bla. Bom, nisem pozabila na to, ampak rada bi še kakšno knjigo prebrala, da pa lahko malo več povem, tako da, ja, malo pa trpežljivosti pa bom. Ja, v bistvu zdaj pa se pravi tele, pa par teh, ki sem omenila, tako dejansko ne moram reči top 10, ker to mi je tako, težko je to. Ok, te, ki sem omenila sigurno, ja, sigurno, ampak Harry Potter bo po moje zmer ostal top 10, pa Boris Kavaca, to vem, da sem tudi takrat omenjala, ostalo pa vprašanje. Sorry, če je bilo to tako malo larifari oziroma tako malo čudno. To je to, kar imam zdaj v glavi. Jaz se dejansko tudi toliko berem, da pol težko si tudi zapomnim, no. Pa pol normalno, te knjige, ki so moje, valjda, da pač vem. Sorry, ja. Sorry, če je bilo to tako ful slabo. Upam, da razumeš in upam, da ne zamiraš. Skratka, ja, vmes je Dragi prišel nazaj, sva jedla, gledala eno serijo, jo pogledala do konca. In zdaj je šel spit ven, se dobi s kolegi, gre na eno nogometno tekmo. Bye, meni tudi pa še biti pa sama. Da lahko berem naprej tole knjigo, pa da jem, pa da se hladim. Zdaj moram pa tale težek zaboj nesti nazaj v skladišče. Ful je težko, pa nimam vseh tele ene knjige, imam so tle. Ja, pa Charles Bukowski, obožujem njegovo poezijo, tudi kratke te knjige, ki je tudi pisal kratka dela, Pošta, vem, da je ful zanimiva. Vsega imam tle, sorry, se še pozvala na to. Tole sem kupila takrat lansko leto, ko sva bila v Italiji, ko je v italijanščini in angleščini. Pač, ne vem, jaz obožujem ga, no, ful mi je dober. Pa ful je bilo zanimivo njegovo življenje, ki dela na pošti, zdaj se ne morem spomniti, ali je bilo to 60, 70, ali 80, pač koliko je način življenja, ki je bil toliko drugačen in je pač res ful zanimiv to brati, no. Mislim, jaz si tako rada te stvari berem. Ja, pa v bistvu, no, sicer to je zdaj avtor, ni lih knjiga, tale Robert Harris, on piše zgodovinske romane in so vsi ful dobri. Pompeje je napisal, meni je pa ta knjiga ful dobra, Konklave, ta film, tudi napisal, nisem je sicer še brala, v bistvu, no, ok, to je pač avtor, se pravi Robert Harris, mislim, da so vse njegove knjige dobre, pa mislim, da jih je ful napisal, nisem sicer zdaj. To je to, kar lahko zdaj rečem. Moram pa še Carterja malo več prebrati, pa Iones Boja, ker to je eno, kar sem brala, mi sploh ni bilo všeč. Ste ful napisali, da ima dobre. Tako da ja, bom še posodabljala to, pa bom pol po kategorijah. Pa tudi po avtorjih. Zdaj bom pa nehala. Kopala sem se,
koliko paše, pa sveže cote, ni božga občutka. Še današnji citat sem ti dolžna, da ne pozabim. Pojdi na sprehod, že 15-minutna hoja po soseski te bo osvežila in ti poživila duha. Jo, to bi jaz morala prakticirati. Jaz sem ti na sprehod nočno, kaj berem. Dragi je prišel, tako da se bom zdaj z njim družila in bom tle zaključila vlog. Upam, da ti bi video všeč. Hvala, da si tle, hvala, ker gledaš. Rada te imam. Imej lep teden in se gledamo. Čau, či!